Lepo pozdravljeni. Podcast tokrat namenjam prehrani, ampak na mojo veliko žalost ne bom degustirala, bom se pa o prehranjevanju in o prehrani veliko pogovarjala. Jernej Ogrin, kako ti lahko rečem, prehranski svetovalec, kaj bi bil, kater naziv je najbolj pravilen? To se tudi jaz sprašujem zadnje čase, ker prehranski svetovalec je zelo pomanjkljiv naziv, ker delam veliko več kot samo svetujem o prehrani. Prehranski strokovnjak včasih izpade malenkost samovšečno, da samega sebe vkličeš kot strokovnjaka, ampak ja, oba vseeno opišeta dobro to, kar delam in s čim se ukvarjam. Tako da oboje je super. Zdaj rekel si, da je mnogo več kot samo, da bi svetoval o prehrani. A lahko rečem na nek način, da si morda lahko tudi, zdaj je zelo moderna beseda, coach v smislu, da usmerjaš ljudi k neki transformaciji, k temu, da bi bolj zdravo živeli, se prehranjevali, ne samo hrana, ampak na splošno življenje. Lahko bi rekli, ampak ne oglašujem samega sebe kot tako, ker ne delam zelo veliko tega coaching sistema. Včasih sem tega delal več, trenutno pa je moj fokus nekje drugje, tako da jaz si zdaj le ne bi rekel coach. Ampak razumem pa, zakaj ta beseda, ker ja, kakor si rekla, svetujem ljudem še veliko več kot samo to, jej več zelenjave, probi pojesti manj sladkarij in tako naprej. Ampak to, da prehrana ni edina stvar, ki bo vplivala na to, a bo nekdo zdrav, ali bo mogoče manj zdrav, treba je zraven imeti tudi gibanje, treba imeti tudi dober odnos do hrane, česar se samo z informacijami, deljenim informacij ne da doseči. Tako da ja, tudi coaching komponente so vključene v moje delo, ampak nisem prepričan, če bi si rekel coach. Rekel si, moj fokus je drugje, kje točno? Ja. Trenutno se bolj ukvarjam z izdelavo vsebin, ki jih delim potem na socialnih omrežjih, primarno na Instagramu, in lahko ljudem pomagajo že samo vsebine pri spremembi prehranjevalnih navad. Poleg tega pa dajem fokus v svoje spletne tečaje in to je moj glavni način za tiste, ki pa želijo še nekaj več poleg vsebin, da lahko te vse nasvete in vsa orodja, ki jih rabijo, dobijo na enem mestu, pa sistem v prehrani pomagajo. Nekaj takšnih nasvetov, ki jih sicer lahko dobijo tam, bova tudi danes povedala, razkrila. Seveda se ne bova zdaj vrtela okrog tega kruha, ka vem, da te vsi sprašujejo, a kruh res, bel kruh redi, pa zakaj, a lahko jem zvečer ali ne. To so verjetno res najpogostejša vprašanja, ki jih dobivaš, ne? Ja, so. Veliko misinformacije na internetu in povsod v vseh medijih, ki jih spremljamo, tako da ja, razumem, zakaj ljudi to zanima. Tudi take odgovore na ta vprašanja je zelo, bom rekel, seksi deliti, in zelo take zabavne odgovore se da sproducirati. Ampak ta vprašanja so bila odgovorjena že neštetokrat in ničesar novega ne bi ljudje izvedeli, če bi jaz še 100-tič povedal isti odgovor. Ne? Ampak tudi sicer veljaš za nekoga, ki hrani pristopa na humorističen način, v smislu, da nam želiš kakšne navade ali pa nove navade prikazati tudi na svoj humorističen način, v smislu, vem, da me marsikakšna objava tvoja me v preteklosti že nasmejala, pa zraven seveda tudi kaj naučila. Se ti zdi, da si tukaj najdu eno, lahko rečem, mogoče tržno nišo, da si ljudem se bolj približal z tematiko, v kateri pa res je splet poln, karkoli odpremo, lahko prebiramo o tem. Ja, je niša in jaz bom rekel, da sem se prav načrtno lotil tega tudi s takim pristopom, zato ker v času študija, tudi potem kmalu po študiju, sem videl, da prehranskih informacij na internetu in povsod drugje ne manjka. To ni glavna težava, zakaj ljudje imajo težave s hrano. Je pa tako, da so te informacije pogosto zelo nezanimivo predstavljene. Zelo nezanimivo. In če je nekaj nezanimivo, imamo občutek, da trati naš čas, da temu ne bi posvečali pozornosti in itak trenutno poteka vojna za pozornost, v bistvu, ne, social media, na primer, samo kaj bo pritegnilo pozornost gledalca. To je to. In če lahko vseeno ohranimo, da se ljudje nekaj naučijo, kakor si rekla, ne, iz mojih vsebin, pa da so zraven še mogoče smešne, oziroma da jih pritegnejo zato, ker so smešne, ostanejo pa zato, da se nekaj naučijo, je to zmaga in zame in za njih. Tako da humor itak vedno ljudi osrečuje do neke mere, na primer, ne? In tudi v prehrano vsega seveda da upeljati. Zdaj včasih kdo reče, da se celo
preveč, ali delam norca, ali da je preveč vse skupaj bizarno narejeno, ampak meni iskreno se to ne zdi. Razumem pa, da eni pač niso pripravljeni dojemati oziroma se učiti s pomočjo humorja. Kar je ok. Itak nas je toliko kreatorjev, da vsak prebivalec Slovenije lahko najde nekaj za sebe in potem sledi tistemu, ki mu pač odgovarja. Prej si rekel, da glavna problematika ni pomanjkanje znanja o prehrani oziroma da imamo težave zaradi tega, ker bi bilo na voljo premalo informacij, ampak da je težava drugje. Kje? Ja, gre za neko kombinacijo. No, prehrana je zelo kompleksna stvar. Ni samo to, vem, da moram jesti zdravo in to bo dovolj, da jem zdravo. Če mi pa še nekdo pove točno, kaj moram jesti, sem pa itak že zmagal. Ne, ni res, ne. Mi vemo, kaj moramo jesti in tudi smernice so znane, ampak ljudje se smernic ne držijo. In tukaj zdaj, zakaj? Ta odgovor je pa tisto, kar daje rešitve na dolgi rok. Eno je, da živimo vedno bolj naporne urnike, torej vedno bolj naporne urnike imamo, vedno več obveznosti, stalno imamo telefone, stalno smo na voljo na mailu, službe zahteva vedno več časa, pritiski iz okolice, da ohranimo še zdrav življenjski slog, še dobro mentalno zdravje in potem enostavno zmanjka včasih kapaciteta. Stvar je tudi v tem, da vsi ne želijo imeti zdrave prehrane, to se sliši mogoče malenkost čudno, ampak prehrana ni vsem fokus. Eni se z njo nič ne ukvarjajo. In pomembna, ne? Ja. In tudi to moramo razumeti, ker nobenemu ne moramo mi vsiliti zdrave prehrane. Če je on zdaj trenutno noče, zakaj? Tako kot bi nekdo bil stilski coach, torej da bi učil ljudi, kako se obleči in da bi vsem govoril, ne, to, kar nosiš, ni ok, in nekdo drug mu bi pa samo rekel, meni je vse, kaj nosim. In eni so tako za prehrano, to moramo razumeti. A je to dobro za njih? Verjetno ne. A je to realnost? Ja. Potem ena stvar, zakaj imajo ljudje še težave, je ta, da je včasih v praksi nekaj veliko težje narediti, kot pa samo vedeti v teoriji. Mogoče je zdrava prehrana za koga tudi malenkost dražja kot tista manj ugodna in tudi finančni status posameznika bo do neke mere določil, kaj bo ta oseba jedla. Zdaj, seveda so pa tudi pomanjkljive informacije lahko razlog, zakaj nekdo ne je primerno. Včasih kdo misli, da samo da jem domače, samo da jem lokalno, to je zdrava prehrana. Pa ni res. Lahko je, ampak ni nujno res. Če primerjamo domačo mastno mesnino, kako suho salamo, naprimer, ima veliko manj ugodno sestavo, kot pa neka pusta piščančja prsa, naprimer. Tudi, če so v eni domače sestavine, v drugi pa ne. Tudi, če ima suha salama samo 2 sestavini, oziroma 3, meso, maščobo in sol, ok, pa nekaj začimb mogoče, pa ima tista piščančja salama več sestavin, to ne dela ene dobre, druge pa slabe. Tako da moramo tukaj nekaj informacij vseeno imeti, pa tudi vedeti, kaj v praksi zares pomenijo za nas. Torej, ena stvar je tudi ta, da se ljudje pogosto ukvarjajo s stvarmi, ki so ful nepomembne za njihovo prehrano, ampak oni mislijo, da so zelo pomembne. Jem sezonsko, jem lokalno, jem domače. To je nekaj, kar skozi poslušamo. Ja, ampak to ima lahko koristi. Seveda ima lahko koristi in za osebo in za kmeta, če ta oseba kupi od kmeta, ker to je podpiranje lokalnega gospodarstva. To je absolutno odlično. Ampak zdaj, da bi pa rekli, če jaz jem ful suhe salame od lokalnega domačega kmeta in z njim podpiram to, pa s tem delam mogoče slabo zase, je to res neto korist, ali bi mogoče bilo treba tudi tukaj za neko ravnovesje poskrbeti. Tako da ja, včasih se preveč ukvarjajo ljudje z malenkostmi in premalo časa, premalo pozornosti dajo tistim stvarim, ki so zares v prehrani pomembne. Ker dajmo se spomniti, kaj sta glavni 2 stvari, glavna 2 pogoja zdrave prehrane. Prvi je to, da nam zagotovi vsa hranila v zadostni količini, vitamini, minerali, antioksidanti, vlaknine, beljakovine in tako naprej. Druga pa je, da je energijski vnos s to hrano primeren za nas. Torej, koliko kalorij pojemo. Ker če jih pojemo preveč, se redimo, če jih pojemo premalo, bomo hujšali. Enačba je zelo enostavna. Zelo enostavna, v teoriji spet, ampak v praksi je to malenkost težje. Ampak kaj sem hotel povedati? Včasih se pa kdo toliko ukvarja s to prvo zahtevo zdrave prehrane. Dovolj hranil, pa zraven dodajo še lokalno, sezonsko, domače, se ukvarjajo ful s tem, ampak celokupno pojejo preveč, njihova telesna masa se viša in to je za njihovo zdravje lahko negativno. Tako da ja, je nekoliko kompleksno, ampak po drugi strani pa relativno enostavno, iz zelo privilegirane pozicije to govorim. Ampak ja, če bi se ljudje več ukvarjali z osnovami,
bi bilo lažje, kot če se preveč ukvarjajo z detajli. Kdaj se je sploh začela ta tvoja pot v smislu, razumem, šel si študirati, ampak vseeno, kdaj si začutil, da te je ta del toliko pritegnil, da bi rad o prehrani vedel več? Ko sem bil, torej tam nekje med 15 in 20 letom, sem začel hoditi v fitness. Kot najstnik, hotel zgraditi mišice, biti bolj zdrav, privlačen ženski populaciji, vse vemo, kako gre. Avtomatsko zraven pride tudi to, da te skoraj mora zanimati prehrana. Poleg tega, pa zanimivost, da sem odraščal na kmetiji. In to je bilo okolje, kjer je bilo veliko več poudarka na tem, da je nekaj domače in domače je dobro. In o prehrani se ni veliko vedlo. Sej, koliko pa povprečen Slovenec o prehrani ve, sploh na malo bolj podeželskem okolju. In sem že takrat slišal veliko nekih stvari, ker sem po naravi malo bolj kritičen in skeptičen, ciničen včasih. So mi stvari bile tako malo sumljive. Če si doma slišal, najboljša salama je domača salama, pa ni važno, kako je sestavljena, ti pa še malo biologije poznaš pri 18 letih, se vprašaš, je to res? Potem pa slišiš nekoga na internetu, recimo, ki ti reče, ne jez domače salame, ker ima ful nasičenih maščob, namesto tega jej kuhan pršut, ker ima boljšo sestavo. In se spet vprašaš, čakaj malo, pa komu zdaj jaz ne verjamem, ne? In nekako logična posledica, pa, ker sem rad imel naravoslovje, kemija, biologija in tako naprej, sem se potem upisal na študij prehrane. Tako da iz nekega skepticizma in iz želje potem, da se jaz o prehrani nekaj naučim, je potem prišla neka posledica, dajmo zdaj to znanje še deliti z ostalimi in zdaj tukaj smo. Veš, včasih, zdaj bom izhajala iz sebe, se nam zdi, da recimo, ko lahko dobimo kakšne nasvete o prehrani, pa če je ta človek, ki nam deli te nasvete, zdaj bom dve skrajnosti povedala, lahko je to nekdo, ki ima preveč kilogramov, ali je to nekdo, ki je res iz fitnessa definiran in je kot umara gorila, ali pa, ne vem, neka punca, dekle, ženska, ki je res, res ekstremno suha. Zdi se mi, da svetovanje o prehrani morda res na prvi vtis pogledamo skozi oči, v smislu, ne? Kdo mi je predal to informacijo? Ne? Tako, kdo mi predaja to informacijo? Ne? Zdaj, nekako se mi zdi, da se veliko ljudi lahko potem poistoveti v smislu, ne, nam zdaj njemu verjela, se jaz nočem biti omara, niti nočem biti toliko suha, ta pa verjetno mi tudi ne more glih svetovati o zdravi prehrani in pravilnem prehranjevanju, če pa ima sam 20 kg recimo preveč. Pri tebi se mi pa zdi, saj tako kot poslušam tudi od okolice, da jim je ravno to tisto, kar jim je zelo všečno, da te ne morajo v noben ta predalček v bistvu uvrstiti, ampak nekako predstavljaš vse nas v smislu, športaš, zdravo se prehranjuješ in imaš svoje življenje. Ja, to je kot nek personal brand, osebna znamka, tudi deluje že malenkost, kar je lahko dobro, seveda, če se ljudje s tem poistovetijo, je to super. Bi pa tukaj opozoril na eno stvar, zdi se mi dobra iztočnica tole in o tem se premalo govori. Torej, prepogosto mi povezujemo relevantnost in pravilnost informacij, ki nam jih nekdo o prehrani pove, s tem, kako on zgleda. Nekdo lahko zgleda picture perfect, za naslovnico slike, revije, ali je to moški, ali je to ženska, izklesan, ravno prava telesna masa, vse zgleda perfektno. Ta oseba lahko daje totalno zgrešene informacije na področju prehrane. In to se pogosto dogaja. Zdaj nekdo, ki ima pa mogoče, bomo rekli, 20 kg preveč. Prvič, po katerih standardih? Se že tukaj ta teorija napade v vodo. Nekdo, ki ima 20 kg preveč, deva vsem to ohraniti for the sake of the argument, lahko daje neskončno boljše nasvete in tudi bolj zdrave nasvete v povezavi s prehrano. Ker nekdo, ki je izklesan celo leto, vsako leto, že 20 let zapored, to je zelo težko narediti. Zelo majhen procent ljudi je to sposobnih fizično narediti, zelo majhen procent ljudi je pa to sposoben narediti v resničnem življenju. In zelo majhen procent ljudi je to sposoben narediti po naravni poti. Tukaj bi jaz dal en čist preprost nasvet. To, kako nekdo izgleda, nima nobene veze s tem, kako relevantne in uporabne informacije o prehrani
ali o življenjskem slogu on daje. Je pa res, da smo ljudje tako zvezani v glavi očitno, da če nekdo ne izgleda tako, kot trenutno zapovedujejo lepotni in fitness ideali, mu o prehrani pa vadbi ne bomo verjeli. Kar se meni zdi malenko škoda. Nekdo je lahko najboljši strokovnjak na področju prehrane, pa pač ne izgleda kot nekdo, ki 100-krat na teden dviguje uteži, pa nam lahko močno pri tem pomaga. Tako da, ja, ljudje moramo tukaj mogoče malo sami sebe prečekirati, pa se vprašati, iz kje te naše pristranskosti izhajajo. Ja, ker velikrat se mi zdi, da tako vlečemo malo usporednico v smislu, zakaj bi nam nekdo govoril, da naj opustimo kajenje, če pa sam kadi, ali pa nam pri tem pomaga, da zelo podobno je morda tudi pri prehrani. Ja, čeprav tudi nekdo, ki kadi, mogoče ima zelo dobra orodja, ki jih lahko deli z nekom drugim in mu dejansko pomagajo. Samo, če pa mi tukaj ne moramo preko sebe, pa rečemo, ti kadiš, ti meni ne moreš pomagati, smo pa že na začetku pogrnili. In meni se zdi to škoda. Ja, ampak razumem, iz kje izhaja. Omenil si lepotne ideale. Zelo, zelo mi je všeč, kako si me vprašal, po katerih merilih teh 20 kil preveč. Ker dejansko se mi zdi, da smo trenutno v obdobju, ko nam te lepotni ideali sekajo iz vseh strani. In kdo je tisti, ki je rekel, do tam je še kilaža v redu, od tu naprej ne. Če imaš, 3 kilograme, zdaj recimo ženska, 3 kilograme preveč, joj ne, takoj hiter dieta gremo. Ja. Od kje in zakaj? To je ful kompleksna tema in jo lahko začneva s tem, da poznamo nekaj, čemu rečemo indeks telesne mase. Indeks telesne mase je v bistvu razmerje, torej račun, ki ga lahko vsak naredi, svojo maso v kilogramih, deli s kvadratom svoje telesne višine v metrih in dobi pač neko številko, ponavadi tam za večino ljudi med 20 in 40. Ta vrednost od 20 do 25 je klasificirana kot normalna telesna masa. Vrednost od 25 do 30 je malenkost previsoka, torej prekomerna telesna masa, od 30 naprej je pa označeno kot debelost. Pod 20 je pa podhranjenost, oziroma pod 19, pod 18 pa pol, tukaj so malo različne smernice. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da če bi mi striktno za potrebe znanstvenih študij in za neke javno-zdravstvene nasvete svetovali ljudem, bi rekli, vsi, ki ste med 20 pa 25, imate normalno, zdravo telesno maso, vsi, ki ste spodi, je prenizka, dajte jo dvigniti, vsi, ki ste nad tem, dajte jo spustiti, ker je previsoka. Ampak indeks telesne mase nam ne pove vsega o tem, kakšno je zdravje posameznika. Jaz trenutno spadam v indeks telesne mase prekomerno zamaščene osebe. Kaj? Ja. Aha. Jaz sem zdaj tam okrog 26-27, to je prekomerna telesna masa. Visok sem 1,70 m, imam približno 75 kg, velik procent mišične mase od tega, ker sem pač nekoliko telesno aktiven. Ampak ja, po teh merilih se jaz uvrščam v prekomerno zamaščeno osebo. In če bi bil občutljiv, bi rekel, meni se tukaj dela krivica. Ja. Če bi bil moj indeks telesne mase 35, tukaj bi govorilo o prekomerni telesni masi. Tudi če bi imel jaz zelo veliko mišic, bi imel preveč mase za nositi okrog na dnevni ravni. Ampak kaj sem s tem hotel povedati? Te ideali so včasih vezani tudi samo na to številko telesne mase, ki nam nič ne pove o telesni sestavi, ne pove nam pogosto ničesar o zdravju posameznika, ker je nekdo, ki ima indeks telesne mase 23. To je kao perfektno. Ma lahko zelo veliko maščobe, pa zelo malo mišic. Skinny fat varianta. Včasih temu rečemo sarkopenična debelost, kadar je res hudo, in to je zelo, zelo, zelo neugodno zdravstveno stanje. S popolnim indeksom telesne mase. Poleg tega se pa te ideali spreminjajo. Če pogledamo nazaj zgodovino, tisti, ki gledajo kaj filme, se spomnijo Spidermana s Tobeyem Maguirem. To je bilo okrog leta 2000-2005, nekaj tazga, mogoče prej, ne me imati za besedo. Ja. Prva scena, v kateri on sleča majico, potem ko ga ugrizne pajek, mu vidimo izklesan trebuh, prsna mišica zdefinirana, tudi roke so pač mišičaste. In to je takrat veljalo za wow. Poglejte, kakšno transformacijo je naredil, to je odlično, glejte, kako zgleda top shit. Če bi njega danes primerjali z zvezdniki v filmih, ki igrajo, pa ki kažejo svoje mišice, bi rekli,
pa kaj se gre on. Kaj ste takrat mislili, da pomeni mišičast človek? Ker je danes normalno, da so vsi prekomerno mišičasti v narekovajih, pogosto s pomočjo anabolnih steroidov v Hollywoodu, to ni nobena skrivnost, ne? In so se spet lepotni dali čisto spremenili. In če ne zgledaš tako, nisi mišičast. Zadnjič sem jaz objavil en video na Instagramu, kjer sem brez majice, ker sem se norca delal iz tistih fake jutranjih rutin vplivnežev in vplivnic. In mi je nekdo napisal, kje imaš pa six-pack? A jaz tukaj vidim mini ročkice pri strani. Dejansko mi je to nekdo napisal v sporočilo. Pa nisem niti malo, bom rekel, prekomerno zamaščen oziroma karkoli, ne? Ampak a vidimo, kakšni standardi visoki so. Tako da se spreminjajo, velika pričakovanja so za vse, da zgledamo določen način in je to lahko včasih spodbuda za koga, ampak jaz mislim, da je lahko lih to, kar je spodbuda, je lahko tudi kontra, ne? Kontra, ja. In ljudje razvijajo potem zelo slab odnos in do hrane, do lastnega telesa, do svoje samopodobe, do čist celega procesa. In realnost je taka, da vsem ne bo uspelo tako izgledati nikoli. Niti teoretično ne morejo zaradi genetike svoje to doseči. Pa tudi zakaj bi vsi mogli tako izgledati. Ja. In je lahko toksično. Veliko se govori o toksičnosti, dietne kulture, fitness kulture. Tukaj imamo še zelo veliko dela za narediti. Sploh se mi zdi, da je še vedno preveliko zavedanje, premalo zavedanja v ljudeh, da zdrava prehrana, športna aktivnost, to je nekaj, kar nam bo na dolgi rok prineslo zdravje, morda večjo agilnost in tako naprej. In ne samo številke na tehtnici in to, da zapnemo hlače iz najstniškega obdobja. Seveda. Sploh ženske, no, se mi zdi, da imamo tukaj morda več nekih teh pogojevanj, a ne? Pri moških se mi zdi, da morda nekoliko bolj že slišim to, ja, zato, ker hočem biti zdrav ali pa zato, ker hočem na stara leta še skakati okrog in tako, pa iti na kolo in tako. Pri ženskah je pa se mi zdi, da zelo velikokrat še vedno glavno vodilo, da bom, ne vem, imela tok pa tok kil, da si bom všeč. Se ti zdi, da se vseeno prebujamo tudi v to smer, ali da je še vedno preveč obremenjevanja samo izgledom? Jaz bi rekel, da je oboje. Se delajo spremembe velike tukaj in socialna mreža tukaj delajo dobre stvari, po mojem mnenju. Je pa res, da je mogoče to moj mehurček, moj echo chamber, v katerem sem. Ne? Ampak ja, se veliko pozarja tudi na to, ne samo številka, ne samo tehnica, ne samo kako izgledaš, kako se počutiš, koliko lahko z otrokom tečeš, a si zelo hitro zadihana, koliko imaš mišične mase, da lahko nosiš vreče iz trgovine, pa v eni roki nosilko z otrokom, v drugi roki pa, ne vem, 10 kozarcev kislih kumaric, ki si jih pri mami dobila. Ne? Se tudi to funkcionalnost zagovarja in to je super. To je res dobro. Vedno več lahko opažamo v bistvu nekih zdravstvenih težav v smislu omejitev, bolečin, ki smo jih mi, ko smo bili majhni, bolj kot ne gledali pri babicah, detkih, danes pa 30-letniki že, no, ali pa skoraj 40-letniki stokamo, koliko me križ boli, že 2 leti me križ boli, koleno me nekaj trga. Ja. To se mi zdi, da včasih res bilo bolj rezervirano za starejše ljudi. Zdaj, ali je bilo to, ali pa so samo manj jamrali, kakor mi. To je težko reči, ampak ja, ne. Če se vrnem malenkost nazaj, da se ne ukvarjamo več samo s številkami, je zelo dobro, ampak je pa treba vedeti, vsem so pa številke do neke mere tudi pomembne. Ne moramo zdaj reči, ja, tudi če imaš 50 kil, bom rekel 50 kil preveč, ne, se ne rabiš ničesar spremeniti, vse ok, ti samo pa id na sprehod 2-krat na teden, pa bo vse dobro. Realno gledano, super, da greš 2-krat na teden na sprehod, super, da nimaš 60 kil preveč, ampak toliko veliko odvečne telesne mase je zelo težko ugodno zate. Probi nekaj narediti. Probi se nekaj premikati. Probi, ja, se toliko ukvarjati številkami posredno, zato, ker vemo, koliko lahko določen razpon pri številkah ima koristi na tebe. Če čisto en konkreten primer povem, ne? Če nekdo uspe svojo telesno maso, ki je močno povišena, zreducirati za 10%, pa to držati, mu to za nekaj 10% izboljša možnosti za to, da nima kardiovaskularnih zapletov, da ima bolj ugoden nadzor nad krvnim sladkorjem, koristen vpliv na krvni pritisk,
presnovne koristi so tukaj ogromne, že pri 10% izgubljene telesne mase. Tako da ne rabimo vsi stremeti samo k temu, da bomo zadovoljni in zdravi takrat, ko bo naš indeks telesne mase med 20 in 25. Ker realno gledano, a bi bilo v teoriji to super, verjetno ja, v praksi ni izvedljivo, niti mogoče ni nujno, niti potrebno. Tako da karkoli tukaj lahko naredimo super, ampak ne bo ta številka na tehtnici kot nek, bom rekel, kolateralna škoda zdravih prehranjevalnih navad, zdravih gibalnih navad, menedžiranja stresa pa primernega spanca. To so 4 osnove za nek tak overall healthy lifestyle. Ok, mentalno zdravje, pa varnost, pa to, seveda tudi to, ampak če se o teh fizičnih pogovarjamo, ja, zdrava telesna masa naj bo, pravim, posledica tega, kar mi vsak dan delamo, ne pa vsak dan, ko se zbudimo, vse, kar bom danes pojedel in vse, kar bom naredil, naredim zato, da nimam več 85 kg, ampak da se spustim na 75. Ker se potem lahko čisto preveč s tem ukvarjamo in takrat, ko rezultati niso taki, kot smo si mi zamislili, da bojo, pogorimo na celi črti. Jaz tega ne morem, jaz nisem sposoben, se je vse za brez veze, nikoli mi ne bo uspelo. A je zaradi tega tudi lahko toliko neuspeha pri tem? Seveda je to lahko. Ker je glavni fokus potem samo še ta hrana, ne? Ja. Samo hrana, samo tehnika in prav je, da imamo zaveščeno to, da bi bilo smiselno nekaj v tej smeri narediti, ne? Ampak ne pa samo, da je to edini in glavni cilj in če ne bo to drugače, ne bo nič boljš. Ker konkreten primer vam povem. Včasih se kdo sekira, torej se loti procesa izgube kilogramov in ga meri na več različnih načinov. Meri ga tako, kako se počuti, meri ga s tem, da si meri obsege, tehta se, izgled opaža in tudi kako mu obleke pristojijo, je neko merilo napredka lahko. A ne? In mi pišejo na Instagramu. Obsegi se manjšajo, manj maščobe na trebuhu, veliko bolj se počutim, veliko več zelenjave pojem, veliko bolj zdravo prehrano imam, gibam se, vse super, ampak vse to se mi zdi skoraj brez veze, zato ker imam že 1 mesec isto kilažo. In to je težava. Če smo samo na tisto številko fokusirani, se nam zdi vse, kar smo naredili v tem mestu, tudi če smo na vseh ostalih področjih naredili napredek, samo na enem pa ne, ni nič vredno. Nič vredno, jaz bom zdaj nehal. In grem nazaj na svoje stare navade, ki so me pripeljale do te točke, da sem jih sploh želel spremeniti. In to je za ene cikel, v katerem se vrtijo celo življenje. In je težko to gledati. Morda se sama malo prepoznavam zdaj v tem ciklu, zato te tako gledam, ker recimo izhajam iz svojih občutkov, ko tehtnica pokaže recimo čez poletje, 3 kilograme več, pa so to 3 kilogrami, za katere bi človek rekel 3. Jaz sama pri sebi opažam, da ta številka zelo lahko vpliva na moj vsak dan. Ja. Na moje počutje, na to, kaj bom iz omare vzela za obleči, za snemanja in podobne zadeve. In potem si rečem, če si dovolim, da me zdaj takšna zadeva toliko kopira, kako more potem šele biti tistim, ki imajo še kakšno ničlo zraven, pa ki imajo res željo. Ker dejansko si predstavljam, da potem zelo hitro lahko zapadejo ravno v to, kar ti zdaj razlagaš, da se potem vse vrti samo okrog tega. Ja. Nekateri tukaj tudi brez kakšne psihološke pomoči, psihoterapije zelo težko pridejo ven iz tega ciklusa. In tle se spet vračamo k temu, da je zdravje, zdrave navade, zdrava telesna masa, to ni samo to, kaj ti ješ, pa koliko poješ. Ker bo veliko stvari na to vplivalo, Ja. In je tudi psihološka podpora lahko del tega procesa in ljudi je pa pogosto sram, če se jim to zgodi, Sej, valjda bom skušal, se samo manj pojem, pa več se premikam, kaj mi bo nekdo povedal. Se poznam enačbo, ne? Ja, seveda. Ampak včasih ni to enostavno. Zdaj, prej sem povedala svoje občutke, kadar je številka majčkeno večja na tehtnici. Kako si sam ti glede teh stvari? Obremenjen, neobremenjen? Koliko pa tebe recimo takšna stvar lahko vrže iz tira, kljub temu, da se s tem ukvarjaš in da pomagaš ljudem? Jaz imam tukaj tako srečo, v bistvu sem zelo privilegiran, kar se tega tiče, iz več front. Prvič, ukvarjam se s tem in mi je
verjetno malo bolj ozaveščene te stvari in prehrano in gibanje in več vem in več pozornosti časa temu namenim, tako da mi je to toliko naravno, da bom rekel, zdaj le trenutno skoraj nič ne more iti narobe. Druga stvar je pa ta, da imam tudi srečo s tem, da sem imel okolje in navade prehranjevalne že od doma take, da so vedno podpirale neko zdravo telesno maso. Tretja stvar pa je, nihče v naši družini nima prekomerne telesne mase. Genetika je zelo na naši strani. Ki je zelo pomembna tudi. Izjemno pomembna, ja. Če ne bi imel dobre genetike, pa tudi če bi imel recimo navade, okolje, bi mi bilo že veliko teže, recimo, ne bi se stalno verjetno moja telesna masa močno premikala gor pa dol. Jaz moram pa načrtno, ampak res načrtno se ukvarjati in da jo dvignem in da jo spustim. Je pa meni osebno lažje shujšati, kot se zrediti. In tudi to je spet čist genetska stvar in stvar življenjskega sloga. Ne? Ampak spet ne smemo pa, zdaj sem se hotela nasmejati, pa sem hotela reči, te 3 kile, to je genetika, ne? Ja. Spet pa ne smemo vse pripisovati samo genetiki. Nikoli ni vse samo genetika ali pa samo okolje, ampak je vedno oboje skupaj. Ne? Včasih rečejo, da genetika nabije pištolo, okolje pa sproži sprožilec oziroma pritisne petelina. Ne? Tako da je tak zanimiv in včasih grozen preplet obojega skupaj, odvisno pa, kakšne karte si dobil ob rojstvu. Prej si rekel, da si ti doma dobil dobre karte ob rojstvu, torej tudi navade in genetika, da je na tvoji strani. Zdaj, navade, bom rekla, pri naših najmlajših so seveda ključne. V smislu, to, kar bojo starši doma kuhali in imeli v hladilniku, to se bo na nek način navadil tudi otrok. Ampak potem pa pride šola, pa potem pa pridejo vrstniki, pa zdaj po šolah vidim, da je to cel žur, da grejo otroci sami v trgovino z nekim svojim denarjem in potem kupujejo od energetskih pijač do čipsov in tako naprej. Dejansko samo to vidiš v trgovini, a ne? Ja. In zdaj si tako mislim, če recimo v redu navadimo otroka, da je prigrizek lahko korenček super stvar, potem pa ta otrok pride na športno aktivnost, kjer je druga mama drugemu otroku dala za po treningu vrečko žele bombonov, zato da ne bo lačen. Verjetno se bo on malo čuden počutil s tistim korenčkom. Ne? Verjetno, ja. Kako se potem lahko pri naših najmlajših dejansko lotimo tega, da jim pa damo neke zdrave navade, pa zdrav vzgled, hkrati pa jim vseeno ne odvzamemo tudi tega vidika? Ravno to zavedanje, da prehrana ni samo, torej da posamezna živila ne definirajo celotne prehrane. Če bo otrok med treningom ali pa med 2 treningoma, ki ima enega za drugim, recimo kakšen torek ali pa četrtek, pojedel gumi bombone namesto korenčka, je to z njega dejansko lahko bolje, kot če bi pojedel korenček, ker so potrebe takrat take, večje. Ja. Ampak seveda pa potem zavedanje, da gumi bomboni za vsak snack v dnevu pa tudi niso najboljša stvar, pa še potem za zajtrk. Torej zavedanje, da posamezne živila ne bodo definirale kakovosti prehrane, pa da prehrana ni črno ali belo. Torej, da če je gumi bombone, avtomatsko slaba prehrana, ker bi namesto njih lahko pojedel korenček. Tisti gumi bomboni ne bo imeli zelo velikega vpliva na njegovo zdravje pa na njegovo zadostnost prehrane, če ima on uravnotežen zajtrk, uravnoteženo kosilo, uravnoteženo večerjo, vmes je pa pač pojedel tisto pest gumi bombonov, come on. Pa tudi verjetno zavedanje o prehrani je pomembno v smislu, da jim ne dovolimo, da zraven, ko je kosilo, gledajo risanke, ker je fokus potem drugje. Ne? Ja, lahko s tem močno fokus damo stran od tistega, kar se trenutno zares dogaja. In že tako je tekma za pozornost povsod prisotna, dajmo potem vsaj v domačem okolju probati poskrbeti za to, da ko jemo, da je miza rezervirana za to, da tam se je, ne pa da se še po telefonu zraven brska. In tukaj so starši zelo velik vzor v kjerokoli smer. Tako da to. Druga stvar pa ta zdrav odnos do hrane, mislim, da ne more obstajati, dokler bomo ljudje gledali prehrano kot dobro in slabo. Torej, hrano, kot dobro in slabo. Ta črno-bel pogled z neko tako očitno mejo je nekaj, kar ful negativno vpliva na percepcijo, že od majhnega naprej. Saj vemo, ne jesti čokolade, ker čokolada redi.
Ok, čokolada je v rdeči skupini. Jej brokoli, ker brokoli je pa zdrav. Brokoli je pa v zeleni skupini. In imamo 2 skupini, vmes pa nič ne obstaja. Kdo določi mejo? Kje je zdaj ta meja? Ker nekdo bo rekel, ja ne, sej rastlinski nadomestek mesa je super, ker ima dobro sestavo, pa ker je hranljiv, pa ker je poceni, tako da ima zeleno. Nekdo drug bo pa rekel, čakaj malo, to je pa predelano, to je v rdeči skupini. In tukaj si mi ustvarjamo zdaj spet 2 skupini, ki sta čist naša neka arbitrarna odločitev. Konstantno kontradiktorno v bistvu se skupaj. Itak. Poleg tega pa še lahko koga močno to zasekira, ker karkoli pojem iz rdeče skupine je slabo in potem nisem bil priden, sem se prekršil, moram iti zdaj se kaznovati in 1 mesec ni česar iz rdeče skupine, samo zeleno skupino. Kolikrat smo to že vsi doživeli in probali, pa nikoli ni bilo uspešno. Zakaj ne? Ker bomo do konca življenja jedli. In nas si predstavljamo jesti do konca življenja brez sladice po večerji v zelo dobri restauraciji. Ne. Sej kdaj pač jo preskočiš, pa kdaj si rečeš, pa danes mi pa ne paše ali pa ni nujna. Pa jih vsak dan po večerji tudi ne poješ kosa torte, verjetno, ne, ampak do konca življenja brez tega, life is also about living, ne pozabiti na to. Še eno stvar tukaj, ko se o tem pogovarjamo. Kako pa zdaj gledati na živila, če ne na črno, belo oziroma rdeče, zeleno, karkoli? Jaz veliko rajš predstavim tako, imamo živila, vso hrano skupaj. In ta hrana ima različne lastnosti. Ena je bolj hranljiva, torej ima več vitaminov, več mineralov, vlaknin in tako naprej, druga je manj hranljiva. Brokoli je bolj hranljiv, Snickers je manj hranljiv. Simple. Potem imamo živila, ki so različno kalorična, različno energijsko bogata. Brokoli je manj kaloričen, Snickers je bolj kaloričen. In imamo živila, ki so bolj ali pa manj predelana, čeprav ta stopna predelave ni zares neka ful močna in objektivna lastnost, po kateri bi lahko določili, ima nekdo zdravo ali nezdravo prehrano, ker poglejmo prehranska dopolnila. To je najbolj procesirana stvar, kar je v našem telo. Pa je super, ko dobimo mesečno zalogo na dom, ampak tisti nadomestek mesa, ne, to pa rajš ne, to je pa predelano. Tudi tukaj se moramo ljudje prečekirati. Torej hrana ima različne lastnosti in tista hrana, ki je bolj hranilno bogata, jo želimo bolj pogosto imeti v svoji prehrani. Tista, ki je manj hranilno bogata, ne bo mogla toliko pogosto biti. Tista, ki je bolj kalorična, bo manj pogosto od tiste, ki je bolj kalorična. In iz tega potem sestavimo neko prehrano, ki ima vsega dovolj in česar preveč, nič ne manjka, zagotovi nam tisto zdravje, ampak hkrati pa ne pozabi na užitek, na convenience, na to, da nam je nekaj všeč. In mislim, da tako prehrano res lahko furamo dolgoročno, ker karkoli tukaj nam odpade, se ne bomo imeli tako dobro, torej ali bomo manj zdravi ali pa bomo se imeli manj fajn. Kaj pa to, kar recimo pravijo ljudje, da spet zdaj, eni govorijo 5 obrokov na dan, spet drugi pravijo, ne, ti moraš biti 12 ur brez hrane, pa potem ne vem koliko... 16-8 je ponavadi različne klasična. So, potem je spet pravilo, ne je zjutraj, se pravi en kup enih informacij različnih lahko dobimo. Katero ti zagovarjaš? Si ti zagovornik 5 obrokov na dan, a si ti zagovornik tudi tega fastinga, oziroma zdi se mi, da je pri tebi vse tako, da je lahko za mene nekaj, kar ni nujno tudi za tebe ali za njih. Ja, tako. Jaz sem, lahko bi rekel, tukaj zagovornik vsega ali pa zagovornik ničesar. Zato, ker za večino ljudi je nekje med 2 do 6 obrokov na dan tisto, kar deluje in tisto, kar je pravilno, je pravo. In vse vmes hkrati tudi. Zdaj, zakaj je to pomembno? Spet konkreten primer. Če nekdo želi, recimo, shujšati, pa zdaj ni jedel zajtrka, se odloči jesti zajtrk. To je konkreten primer, ker je ne meni, ampak eni osebi, ki jo poznam, se zgodil. Ona se je odločila izgubiti telesno maso in je rekla, jaz sem 1 liter Coca-Cole na dan zdaj spila, to sem iz svoje prehrane odstranila, ker vem, da zame zdaj ni koristno, ni potrebno in mi bo pomagal shujšati. Sem rekel, super. Pa je pa rekla, naredila sem pa še to, da prej zajtrka nisem jedla, zdaj sem pa začela jesti zajtrk, torej sem 1 obrok več na dan pojedla. Ampak v tem mesecu nisem še nič shujšala. Zakaj? Ker je bil vnos kalorij. Vnos je bil praktično enak. Ona je odstranila neko nezdravo navado, recimo, pa povečala število obrokov, ker je slišala, moraš jesti zajtrk ali pa moraš imeti, 5 obrokov na dan, da shujšaš.
In ta nasvet je bil slab. Ona je s tem naredila sebi res nikakršno uslugo. In lih za to, neko fokusiranje na to, koliko obrokov ima posamezen dan, torej posamezna oseba v enem dnevu, ni nekaj, kar je zelo na visokem mestu prioritet. Zato, ker zame recimo je 5 obrokov na dan tisto, kar deluje, tisto, kar že več let prakticiram in sem srečen, paše v moj lifestyle, lahko si to privoščim časovno gledano. Ker delamo doma in cel dan preživim doma, 5-krat na dan imam čas jesti. A si zaradi tega kaj več lačen? Nisem. Ne. Ker jaz recimo opažam, da tiste dni, ko delam od doma, da imam večjo željo skozi neki grickati. Okay. Možno, da je čisto okolje tako, ki sproža to željo, ker veš, da je dostopno. Ker je hladilnik zelo blizu. Tako. Ampak pravim, če jaz pa ne bi imel tega časa, tega luksuza 5-krat na dan jesti, bi verjetno jedel manj pogosto. Mogo bi se na to navaditi, mogo bi se na to pripraviti, ostale obroke malo večje jesti, da me bodo dlje časa zdržali, ker bi 1 obrok ali pa 2 obroka manj imel. Ampak tudi 3-krat na dan bi mogoče v nekih okoliščinah zame lahko delovalo čisto ok. Ampak trenutno je 5-krat. Zdaj, da ima pa nekdo 3 obroke na dan, pa se ima super na taki prehrani, zdrava telesna masa, ali pa mogoče ima previsoko, pa na 3 obrokih uspe hujšati, pa se ima super, pa mu mi rečemo, ne, 5 obrokov moraš jesti, če hočeš shujšati. Kaj mu naredimo? Če mu ne zmanjšamo ostalih obrokov, bo on zdaj pojedel več kot prej, ker smo mu 2 cela obroka dodali. Poleg tega mu pa mogoče še dodaten stres povzročamo, ker smo mu dali še 2 trenutka v dnevu več, ko se mora ustaviti, pustiti vse, kar dela in iti jesti. Pa mogoče, da poudariva še to, da vsa hrana, ki je zdrava, zdaj tako malo je zoprno, ko uporabljava skozi ta zdrava, ampak tista, ki se priporoča recimo, ali pa ki nam lahko prinese več dobrega, ni vedno nujno na krožniku zelo estetsko in najlepše in instagramersko in tako, ker se mi zdi, da potem je pa to pa še en vidik, ker se pa še s tem obremenjujemo. Ti sem prepričana, da če imaš 5 obrokov na dan, da vsak dan se ne obremenjuješ s tem, kako to zgleda, pa kaj točno boš tov, pa niti ne zato, ker imam 5 obrokov na dan, ampak samo zato, ker vem, koliko je to nepomembno. V celi sliki, pa koliko je to še meni dodatno nepomembno, ker enim veliko pomeni pojesti lep obrok. In to je ok, to je cool. Če ti to paše, če te pogreje pri srcu, deva tako reči, super, naredi si tak obrok. Ampak ne to, kako obrok zgleda, ne premaga tega, kako je obrok sestavljen, ker tvojemu telesu je čisto vseeno, kako obrok zgleda. Čisto vseeno. Zapomnila sem si en nasvet, že zelo dolg časa nazaj si ga delil, v smislu, dobil si vprašanje, obožujem makarone v smetanovi omaki, zdaj pa to pomeni, da pa ne bom več. In si takrat, mislim, da celo ponazoril, ker si pokazal, ne, super, vse v redu, sam malo makaronov, oziroma manjša porcija makaronov, naj bo zraven en losos, pa zelenjavo, pa je to čisto super. In nimamo občutka, da smo se čemorkoli odrekali. In lih to, kar sem prej povedal pri prehrani otrok, tudi velja za prehrano odraslih. Posamezna živila ne bojo definirala, je tvoja prehrana zdrava ali ne. Kako pa jih ti ukomponiraš v svojo celostno prehrano, pa valjda imel veliko vpliv. Ker spet, restauracijska porcija testenin v smetanovi omaki ima 1000 kalorij brez težav. Ni se treba niti potruditi. To komod pojemo, ne bomo zelo dolg časa siti, in potem bomo čez 2 urci spet hoteli nekaj pojesti. Zdaj, za referenco, za neko, bom rekel, ne toliko aktivno žensko, ki ni zelo visoka, nima velike telesne mase, je tam okrog 2000 kalorij plus minus primeren dnevni energijski vnos. Če ona polovico teh potreb samo s kosilom unese, bo zelo hitro na koncu dneva šla preko svojih potreb. Zato ta obrok ni toliko primeren. In zdaj, če imamo pa mi zelo radi te testenine, pa jih hočemo jesti, pa si ne predstavljamo življenja brez njih, seveda jih lahko jemo, samo če želimo to jesti bolj pogosto, treba bo porcijo zmanjšati in zraven ta obrok uravnotežiti. Kako ga uravnotežimo? Tako, da mu dodamo tisto, kar mu manjka. Kaj temu specifičnemu obroku manjka? Nekaj hranilno bogatega, tukaj zelenjava pride v poštev, pa nekaj, kar ima velik volumen za malo kalorij. Spet zelenjava tukaj vse kljukce naredi. Poleg tega pa manjkajo tudi beljakovine. In beljakovine naj bojo čim manj mastne, ker je že omaka, smetanova omaka mastna.
nek pust kos mesa, pusta svinina, pust piščanec, ribe, tofu, tudi losos lahko seveda. In s tem dobimo res uravnotežen obrok, hranilno bogat, nasiten, ki nas bo res dolg časa držal. Jaz temu rečem spedenan obrok. Enega mita se bomo vseeno dotaknila. Ali je to lahko res, ali je pač zmotno prepričanje, da če ko pojem kosilo, bi čez pol ure ali pa še manj že imela željo po nekem sladkem, ne vem, kosu, čokoladi, kakorkoli torti. Je to res zaradi tega, ker je moj obrok imel premalo beljakovin? Lahko. Ni pa nujno. Ni nujno. Obroki, ki imajo premalo beljakovin, so samo v povprečju za večino ljudi manj nasitni kot obroki, ki imajo dovolj beljakovin. Zdaj, a je potreba po sladkem posledica prenizkega beljakovinskega vnosa, ne moramo reči, preden vidimo prehrano od nekoga, ampak lahko eno od razlogov. Ni pa edini. Kaj je lahko še drugi razlog? Je to, da je bila enostavno porcija premajhna. Ali pa da je bilo v prvi polovici dneva pred to potrebo po sladkem toliko malo hrane, da telo še vedno pač rabi, da nima energije za to, da primerno funkcionira. En razlog je lahko ta kontrast, ki ga naši možgani iščejo. Če smo mi pojedali slan obrok, nam bo ponavadi pasal nekaj sladkega. Po sladkem obroku nikomur ne paše še nekaj sladkega. Tako da možgani, to je ena teorija, samo včasih iščejo te kontraste. Četrta stvar je pa lahko enostavno to, da smo se na to sladko po kosilu navadili. Navado imamo vzpostavljeno in telo pričakuje, da bomo nek prigrizek zraven pojedli. Zdaj, spet pa tukaj ne moramo govoriti, da je ta navada slaba sama po sebi. Jaz imam to navado, vsak dan po kosilu pojem nekaj sladkega. Če to gledamo v okviru moje overall prehrane, jaz tukaj ne vidim, zakaj bi to bilo slabo. Pa to ni iskanje izgovorov, ali pa to ni... Tudi če so izgovori, so mi zelo všečni. Ja. Ni sprenevedanje, pa to ne gre za neko tako ogromno količino teh sladkarija, ampak je to mala količina lihtok, da pride do efekta, in je to. Potem pa spet naprej, normalni obroki, pestri, uravnoteženi in tako dalje. Zdaj za nekoga je pa to lahko precej negativna navada, če ima nekdo za zgubiti telesno maščobo, pa po vsakem obroku nekaj malega, nekaj sladkega, pa še malo tam, pa malo ono, pa sodelavka Tatjana je prinesla mafine za rojstni dan, pa še tisto pojemo, se pa to v dnevu lahko začne nabirati. In če je tega za nekaj 100 kalorij vsak dan, ta oseba ne bi tega ful pogrešala, ne bi se to poznalo na lakoti, če bi to zmanjšala. Poudarek na zmanjšala, ni nujno odstraniti. Samo zreducira do take smiselne, racionalne količine, ker moramo vedeti, da ta hrana sladka, recimo, torej sladkarije, tortice, sladoledi, to ni nekaj nasitnega. In tega lahko poješ, kakor hočeš, pa ne boš sit. Zato je to težava. Nobene sitosti, nobenih hranil, ogromno kalorij. To je težava procesirane hrane. Ja, zdaj se bom spet vrnila k enačbi, v kateri sva jo že dvakrat omenila, pač manj vnesi v svoje telo, manj kalorij, kot jih porabiš, pa boš zgubljal in če boš vnašal več, se boš pač redil. Tako. Zdaj mnogi pa rečejo, pa se mi pa vse vrti okrog tega seštevanja in odštevanja in zdaj moram čisto vsak obrok tam v neko aplikacijo noter na telefonu vnašati, to se meni ne da. Ja. Številke so v tem kontekstu nekaj, s čimer se lahko ukvarjamo, ampak ni nujno. Torej ja, v teoriji, če poješ manj kot so tvoje potrebe, bo telesna masa padala. Zdaj, kako vem, koliko pojem, kako vem, kakšne so potrebe, ja, ni tako enostavno spet, ampak tako, povprečni osebi, ki želi nekaj kilogramov zgubiti, se ni treba nujno ukvarjati s tem vnašanjem v telefonno aplikacijo. Lahko se, in jaz mislim, da bi to bilo koristno za omejen čas, ker se s tem veliko naučimo. Ker če vprašamo mi povprečno osebo, ali veš prvič, kakšne so tvoje energijske potrebe, bi verjetno rekla ne. Ali veš, koliko približno kalorij ima 100 gramov kruha, bi spet rekla ne. A to pomeni, da moraš znati vse številke na pamet za vso hrano, ki jo ješ. Ja, spet ne, ampak okviren občutek, ki ti ga pa to vnašanje v aplikacijo da, in ga lahko dobiš, ti pa lahko ful pomaga. Ampak ja, da se vrnemo nazaj. Ukvarjati s številkami se ni nujno. Kaj lahko naredimo, je pa samo to, da malo več pozornosti damo sestavi obroka. Če vemo, iz katerih glavnih komponent mora biti sestavljen,
pa da smo res precej dosledni pri izbiri takih živil, torej puste beljakovine, dovolj zelenjave, ne preveč ogljikovih hidratov, ne preveč maščob, če take obroke večinoma sestavljamo, marsikomu avtomatsko uspe toliko zreducirati svoj energijski vnos, da se začne spontano hujšati. Torej je to dovolj. Zdaj, nekdo bo pa temu mogel malo več pozornosti nameniti. Oboje lahko deluje, ampak ne za vse. Eno bo delovalo za nekoga, nekaj drugega pa za nekoga drugega. Jaz bom pa rekel takole. Jaz sem en mesec v svojem celem življenju vnašal stvari v aplikacijo in tehtal vse, kar sem pojedel. In tega nikoli več v življenju ne rabim delati. Ker si toliko dobil občutek. Ker sem se naučil toliko dovolj, res je. Zdaj, a bo za vse ljudi na tem svetu dovolj en mesec? Ne. Nekdo se bo pa lotil tega, pa bo delal to 3 dni, pa bo rekel, jaz ne morem in to povzroča stres, spravil me bo v motnjo hranjenja. Prav, samo nehi. Zbriši takoj dol iz telefona, to ne se s tem ukvarjati, ker včasih to res lahko povzroči več škode kot koristi. Je orodje, a ne? In treba si zavedati, orodje imajo lahko zelo dober vpliv, zelo dobre posledice, če jih pa uporabimo na napačen način, pa z napačnim razlogom, so pa lahko posledice katastrofa, a ne? Tako da previdno. Sploh se mi zdi, da pri tem vnašanju je ena od prednosti, ki jo pa lahko tudi dobimo ta, da zelo hitro ugotovimo, koliko enih kalorij pojemo mimo grede. Ja. To zdaj spet iz lastne izkušnje govorim, jaz sem to preizkusila in sem rekla, ok, zdaj pa bom, zato da vidim. In na koncu sem ugotovila, koliko jaz enih drobnarij brezveznih pojem vmes, ko kuham, korenček, pa si rečeš, saj znam korenček, ampak je korenček klepa in košček sira tam, pa zdaj delam solato, pa bom še malo feta sira, ki ga glih noter dajem in tako. In na koncu se je velikrat zgodilo to, da sem bila sita do kosila itak, ampak tudi, koliko je teh, ne bom rekla navideznih, ker jih pojemo, ampak teh kalorij, za katere jih sploh ne konec dneva vzamemo, kot da smo nekaj jedli. Ne zavedamo se jih, sploh ne veš. Zato, ker temu težko rečemo obrok, ampak je bilo nekaj zraven. Tako. In to so in te, torej ko hrano pripravljamo, pa si zraven odrežemo še en dodaten kos sira, pa malo dodatne fete, ki nam je ostala, pa je bilo tako kockico brez veze spraviti za kasneje. Pa tudi ene stvari, recimo sladkarije. Nista bila 2 bombona, ampak so bili mogoče 4. Tam ne štejem prav zelo veliko, Ker grejo takole, in tega se ne zavedamo. Zdaj... Pa otroška hrana, ko so otroci majhni, recimo, ko delamo te kaše, ko otrok ne poje, ne bomo stran metali, ali pa na pol odprt jogurt. Ja, in če ne zaradi drugega, je tudi zaradi tega smiselno vsaj nek kratek omejen čas to beležiti, da spet sami sebe prečekiramo, pa rečemo, ok, nisem sploh vedel, da se to dogaja. Ampak pomembno se je tukaj zdaj, kaj je dobro vedeti, kaj je dobro upoštevati, da ne delamo tega zato, da damo aplikaciji in pa temu orodju vso moč nad nami in da bo zdaj ona definirala, koliko pa mi si zaslužimo, koliko pa mi lahko. Ker tukaj pa spet gremo v zelo take nevšečne vode in hitro postanemo potem sužni v bistvu tega, in se nimamo dobro. Torej, ljudje ne smejo pozabiti, da bo jedli do konca življenja in fajn se je imeti dobro zraven tega. Neke omejitve bo potrebne, seveda, ker živimo pač v okolju, v katerem živimo, ampak vseeno pa lahko najde vsak prehrano, ki mu in odgovarja, kar se tiče zdravja, in odgovarja, kar se tiče tega, da mu ne vzame volje do življenja praktično. Se da to ravnovesje najti. Ne vem, da si se nedolgo časa nazaj poročil, kako je potem izgledalo to na tvoji poroki. Sta šla prej zdajšnjo ženo zelo čez jedilnik. Kaj bomo jedala? Bo ravnotežena večerja ali ne bo ravnotežena? Niti malo. Ne. Pokazali so nama, kaj imajo in sva rekla, ok, cool. Šla sva še testirati, ker pač je to bilo v pogodbi oziroma tako ta catering to dela. Bila sva zadovoljna, rekla sva, vse je super in to je to. Nista potem par, ki bi bila s tem zelo obremenjena, v smislu, da kamorkoli gre, sta gledata na to, ne vem, ko sta na dopustu in tako. Bom rekel, da poskrbiva za določene stvari, da štimajo, ampak ni tako, da bova šla preko sebe za to, da bova pri kosilu jedla vsakič spedenan obrok. Če je na voljo, seveda ga kdaj vzameva, ampak na dopustu, bom rekel, malo manj gledava na to, ker v preostanku leta, ko na dopustu nisva, ker to je večino leta, v preostanku leta oziroma v čisto običajnih obdobjih
je najna prehrana in najn overall lifestyle toliko uravnotežen in toliko primeren, da tisti en teden na dopustu, 2 tedna ne pomeni nič. In takrat raje uživata in se prepuščata drugim stvarem kot pa prehrani. Tako. Najlepša hvala, Jernej. Veliko novega sem se naučila, tudi to, da še vedno lahko pojem kakšno čokolado brez slabe vesti. Ja, kakšno, ne pa celo. Tako, zmernost. Hvala lepa. Hvala.